Glejte, Ustavno sodišče je sodbo vseh treh sodnih inštanc razveljavilo, torej zgodilo se je tisto, kar se je moralo zgoditi in kar smo v Slovenski demokratski stranki, tudi naš predsednik, napovedovali. Dejali smo, da bo vsaj na eni od inštanc, če ne doma pa v tujini, sodba tako ali drugače padla. Zdaj, tu se kaže s to odločbo velika nezaupnica oziroma nezaupnica slovenskemu tožilstvu in pravosodju, kajti na osnovi nedokazanih, neugotovljenih trditev je speljalo sodstvo politični proces proti osebi, ki je pravzaprav ena ključnih v tej slovenski zgodovini. In žal se ta proces v teh 7 letih proti Janezu Janši, na nek način tudi proti SDS, peljal vedno tako, da so se vse te prelomne odločitve, bodisi tožilske, bodisi sodne, dogajale v času pomembnih odločitev državljanov, to se pravi volilnih kampanj. In tudi, da vas spomnim, tudi zadnje volitve državnozborske so bile zaznamovane prav s tem sodnim procesom. Kot veste, je bil naš predsednik takrat pozvan na prestajanje kazni in se naša stranka v tej politični borbi je bila onemogočena tudi na tak subverziven način z odločitvijo sodstva. Zdaj, sodba ima težo, ker jo je soglasno, sodba Ustavnega sodišča ima težo, ker jo je soglasno podprlo, so jo podprli vsi sodniki, ki so pri tem sodelovali. In jaz mislim, da morajo vsi tisti, ki so v tem sodno-političnem, sodno-tožilskem procesu sodelovali in sprejemali ključne odločitve, prevzeti odgovornost in tudi zapustiti svoje funkcije. Ustavno sodišče je na vsaki stopnji očitalo vsaj eno izmed kršitev zajamčene človekove pravice, ki je zavarovano z Ustavo. In hudo je, če Ustavno sodišče s sodnim instancam očita kršitev načela zakonitosti. To se mi zdi pri tem pravzaprav ključno, kajti če kdo, potem mora sodstvo delovati po načelih zakonitosti. Še posebej pa se je Ustavno sodišče obregnilo pač ob delovanje predvsem predsednika Vrhovnega sodišča, kajti njemu je očitalo tudi to, da ni spoštoval niti videza nepristranskosti. In tista izjava gospoda Masleše, ki sta jo notarsko overila zakonca Marvin, dobi s to odločitvijo Ustavnega sodišča še posebno težo. In jaz mislim, da tu bi se morali odzvati ne samo znotraj sodstva, ampak tudi bi morali dati jasno, da so tudi vsi tisti politiki v tej državi, ki imajo v tej naši strukturi posebno težo. To so tudi predsednik republike in navsezadnje predsednik vlade, ki je s to odločbo Ustavnega sodišča pač predsednik nelegitimne vlade. Hvala lepa. Govorite o odstopu Zvonka Fišerja in Branka Masleše? Seveda, govorimo o odstopu obeh predstojnikov, tako tožilstva kot Vrhovnega sodišča in seveda tudi vseh članov sodnih senatov in tožilcev, ki so v tem procesu sodelovali. Ker če so sposobni obsoditi nekoga, brez da bi imeli čvrst dokaz, potem je v tem našem sodstvu nekaj hudo narobe in tu se očitno vidi, da je sodstvo pač del političnega establishmenta, ki je forsiral določene politike na tak način, da je s sodnimi procesi onemogočal konkurenco oziroma predstavnika največje in najbolj konkurenčne stranke v tem državnem zboru oziroma v tej državi. In posledice so izjemno velike, tako za Janeza Janšo, njegovo družino, za našo stranko in pa seveda tudi za našo državo, ki sedaj plačuje vse te privilegirane politike, vlade, ki so v tem času uspele na volitvah, s tem, ko se je sistematično onemogočalo aktivnosti naše stranke in predsednike. To pomeni, da zahtevate predčasne volitve, govorite o nelegitimni vladi? Ja, boste zahtevali torej kaj, boste vložili interpelacijo vlade? Odločitev smo dobili pred nekaj minutami Ustavnega sodišča, mi se bomo v stranki usedli in bomo potem tudi načrtovali nadaljne aktivnosti. Karkoli zdaj na hitro izjavljati, več kot
kar sem povedal, je ta trenutek, mislim, da preuranjen.